7 let in pol po začetku gradnje drugega predora karavanške cevi z avstrijske strani so danes na Jesenicah slovesno odprli nov, približno 8 km dolg predor. Promet bo stekel v petek. A konec gradnje še zdaleč ne pomeni konca kolon pred avstrijsko mejo. Začenja se celovita obnova stare cevi. Kdaj boste torej odprti obe cevi karavanškega predora? Marko Gregorc. Spretnost vihtenja škarij za ministrico Bratušek ni skrivnost, pa ne zgolj zaradi njene izobrazbe. Tale zadnji teden za slovensko infrastrukturo res lep. Pred enim tednom z vlakom po drugem tiru, danes ta otvoritev. Svečano odprtje pospremljeno s svetlobnimi efekti, krmšnitami, plesom in pesmijo. Dolga, dolga je cesta, z vasi do mesta. Nova cesta skozi karavanški predor bo dolga natanko 7982 metrov. Slovenska stran predora je dolga približno 3,3 km, medtem ko so morali Avstrijci izkopati približno 4,5 km predora. In čeprav so imeli za izkopati več, so bili skoraj 2 leti hitrejši od Slovencev. Zatikalo se je predvsem pri izbiri izvajalca, revizijah in ponovitvah razpisov. Ko so Avstrijci že pričeli z vrtanjem, Slovenci še nismo imeli izvajalca. Naposled je dela dobil turški Cengiz. Je treba v Sloveniji spoštovati zakone, pritožbe so bile ovira za tisti 2 leti, ampak kot ste lahko videli, je tudi avstrijski kolega vesel, da smo danes prišli do te točke. Avstrijski kolega hkrati ne dvomi, da bo prenova stare cevi pravočasna, ter da bo promet po obeh stekel v letu 2029. We will do that in this time. And it will be great to stay here again. So, all the best for the team. Eden najsodobnejših predorov v Evropi je Slovence skupno z gradnjo in inštalacijami stal okrog 147 milijonov evrov. Z vsem betonom, ki je bil porabljen, bi lahko napolnili kar 78 olimpijskih bazenov. Teža jekla, ki so jo uporabili v armiranju, pa je enaka teži jekla, ki je uporabljena za izgradnjo Eiffelovega stolpa. Draga pa bo tudi temeljita obnova zahodne cevi. 82 milijonov. Od tega 32 milijonov evropskih sredstev. Prvi avtomobili bodo v novo cev lahko zapeljali v petek.